Novost v letošnjem študijskem letu je nov dom na Smetanovi, ki razpolaga z 276 novimi ležišči. Kljub višjemu standardu se zanj študenti, ki v enem od domov že prebivajo, niso preveč zanimali. Iz čisto preprostega razloga, ker ko si enkrat vseljen v študentski dom, si ustvaril tam neko svojo druščino, ponavadi se vseli s svojimi prijatelji, sošolci, kakorkoli z ljudmi, ki jih poznaš, navajen si že tistih ljudi, navajen si sistema, veš, kje živiš in se potem študentom ne da preseliti. Redke so tiste izjeme, mislim, da se jih je preselilo starih 30 v nov dom, vse ostalo so pa novi stanovalci. Mirnikova je ob tem opozorila na čedalje večjo krizo, ki jo doživljajo študenti. Nekaterim so sicer ugodne cene študentskih domov, ki segajo med 60 in 117 evri, še vedno previsoke. Tudi dostikrat zelo izrecno tudi povedo, da nas prosijo, če jim lahko nudimo sobico v najcenejšem domu, ker pač si drugega ne morejo privoščiti. In prav zanimivo je, da nas študentje nekateri že tudi prosijo, če jim lahko plačilo odložimo na 2 obroka, pa govorim o 60 evrih. Tako da kriza je res velika, kaže se in to ni dobro. Študentom se v Mariboru kmalu obeta več postelj, saj naj bi se predvidoma v decembru pričela prenova 6. doma. Izvajalec je že izbran, kmalu se bo zaključil tudi postopek za pritožbe. V tem trenutku so v tem domu, ki se bo obnavljal, tujci, zato ker oni odidejo konec semestra, se pravi konec januarja tujci odidejo in do takrat upamo, da bomo lahko na svetu Božjem že to začeli prenavljati. Zaradi prenove 6. doma bodo študenti prikrajšani za 300 ležišč. Ko bo dom končan, bo imel na voljo 250 ležišč, ker bo zagotavljal višji standard, bo sodil med dražje.